Živijo, jaz sem Ul in vi ne gledate Slova na Izi, ampak bi z vami rad v bistvu delil moje razmišljanja oziroma svoje razmišljanja o nedeljskem referendumu. Torej, v nedeljo se bo zgodil trojni referendum in prav žal mi je, da še ne morem sodelovati na njem. Ker v bistvu to, kar se dogaja na RTV, se ne bi smelo nikoli to dogajati. Ker je RTV javni zavod in kontakt zavezan resnici, kakovosti, nepristranskosti, oziroma moral bi biti zavezan vsemu naštetemu, a nič od tega ne velja več. Ja, mogoče nisem ravno tipičen gledalec nacionalke, ampak včasih pa le kliknem na enko. In vedno, res vedno me preseneti, pa ne v dobrem smislu. V bistvu, za začetek me zanima, zakaj me na televiziji Slovenija prepričujete, da so bili partizani slabi? Zakaj se mi zdi, da je postala RTV glasnik neke domobranske rehabilitacije? Zakaj toliko oddaj, v katerih v bistvu poskušate oprati krivde? In odločili so se, kot so se odločili, žal pač tega ne moremo spremeniti, pa naj si kdorkoli še tako prisedeva za to. Odločili so se slabo. Ja, vem, tudi na drugi strani ni bilo vse samo lepo in prav, zgodile so se tudi stvari, ki jih povojnim oblastem ne gre šteti v čast, daleč od tega, saj vsak poboj, ampak res vsak poboj nizkoten in zločinski, ampak nikakor in nikoli ni mogoče izenačiti izdajalcev z Narodno-osvobodilno fronto. Partizani so se borili proti okupatorju, domobranci so mu prisedli. Partizani so se borili proti okupatorju, domobranci so se borili proti partizanom. Komu gre torej zasluga, da smo danes svobodni? Da lahko govorimo svoj jezik ali pa da lahko živimo v svoji državi? Tudi te, veste, ne bi bilo brez NOB. Saj se zavedate tega, ne? No, star bom 16 let, pa mi je jasno, da mora narod spoštovati svojo zgodovino, kakršna pač je, tudi če ni najlepša vedno, in si z nje učiti. Škoda, da vam odgovorni na RTV to ni jasno. Ampak to je šele moj prvi očitek. Rad bi vedel tudi, zakaj na RTV, če je javni zavod, torej namenjen nam vsem, predvajate oddaje, ki dobesedno reklamirajo cerkev, rimsko-katoliško cerkev, da ne bo pomote. Zakaj moramo vsi gledati prenose maš? Zakaj otrokom v nedeljo dopoldne ne privoščite česa zabavnega? In če že morate predvajati maše, zakaj ne na drugem ali tretjem programu in to maše vseh verskih skupnosti? Kolikor vem, ne bi bile pri nas vse verske skupnosti enakopravne, a ne? V ustavi to piše. Zadnjič je pater Bogdan Knavs objavil en super zapis, ki pove vse in še več. Šlo je nekako takole. Če hodiš v cerkev, še ne pomeni, da si veren. To je približno tako, kot če bi stal v garaži in mislil, da si avto. Ja, vse jasno? In kot tretje. Zakaj ste dobre novinarje nadomestili z wannabe voditelji Nove in s Planeta? Zakaj? V bistvu bom malo drugače povedal. Zakaj ste dobre novinarje nadomestili z wannabe voditelji iz Nove in Planeta? Ker jih je kdaj prav boleče gledati, kako zmedeni so in antipatični in vzvišeni. Pač prav ne razumem čisto zakaj. Zakaj ste upoklicali tiste, ki so bili z namenom odmaknjeni z zaslona? Ko voditelj v isti oddaji najprej zameša naslov oddaje in nato še enega na ves glas pusti, ves ostali čas pa se lovi, potem je jasno, da nima tam kaj iskati. Verjeli ali ne, to oddajo sem celo gledal in nisem mogel verjeti, da je to, kar gledam, mogoče. Katastrofa, sramota. Da ne bo pomote. Doma se starši pogosto pogovarjamo o trenutni situaciji, tudi na RTV. Ampak udeležil sem se enega od shodov pred parlamentom, ker me je zanimalo, zakaj se gre. In ne rabiš biti ravno genij, da veš in spoznaš, kaj se dogaja. Mami pravi, da je RTV okupirana. Jaz se strinjam z njo.
Zato tudi pravim, da mi je žal, da še ne moremo oddati svojega glasu, ki bi bil na vsak način za. Zato prosim tebe, ki gledaš ta posnetek, da to storiš namesto mene in za mene. In za nas vse, ki še ne moremo vplivati na to, kar se dogaja. Kajti mi si želimo dobre, kakovostne javne televizije v službi resnice. Nam lahko to omogočite?